Živijo, jaz sem Borut Lisjak in rad bi majčkeno pojasnil, zakaj ponujam delavnico celjenja. Kaj bomo delali in v čem je prednost te delavnice pred mogoče kakšnimi drugimi stvarmi, ki jih lahko počnete v soboto. Včasih je težko povedati za neko novo stvar, v čem je tako posebna. In pri tej metodi celjenja, ki jo učim in izvajam že skoraj 10 let, je to še posebej res, zaradi tega, ker navidezno na zunaj skoraj ni videti, da bi se kaj močnega dogajalo. Tudi osrednje orodje, ki ga uporabljamo, se pravi meditacija dihanja, je izjemno preprosta. Uležeš se na hrbet, zapreš oči in začneš ponavljati en zelo enostaven ritem dihanja. Takole se sliši pa vidi. Skozi usta dihamo in ponavljamo ta dih. Lepo nežno in enakomerno, vsak svojo hitrostjo in globino. In na ta način se malo sprostimo in malo spustimo nadzor v glavi, ki je nam precej znan verjetno. In to nam pomaga, da se nam odprejo čakre, da se nam odpre kakorkoli temu rečete. Vsekakor lahko vsak na svoj način začuti, da se nekaj odpira, da se nekaj spreminja. Sproščamo se, postajamo bolj mehki, dopuščamo razne možnosti, ki jih mogoče prej nismo niti videli ali pa verjeli v njih. Zaupamo sebi, svojim lastnim idejam in mogoče sanjam. Marsikaj se lahko zgodi brez kakšnega predznanja. Tudi če si popoln začetnik, če sploh ne meditiraš, ne verjameš v te stvari, mislim, da te lahko preseneti ta meditacija. Evo, dobivamo podporo tistih, ki proslavljajo praznik. Če imate kakršnokoli vprašanje, lahko seveda vprašate v komentarjih tukajle spodaj ali pa po mailu dobite. Z veseljem bom odgovoril, obenem pa poudarjam, da je treba to kar izkusiti, zato da res vidiš, za kaj gre. Pred samo delavnico bomo imeli v četrtek še meditacijo na daljavo in za vse tiste, ki res še niste nikoli bili pri meni, vam priporočam, da mogoče tam pogledate v ta četrtek, izkoristite za to, da se prepričate, ali je to za vas ali ni, ker seveda kupovati mačka v žaklju nima smisla in mislim, da bo super, če veste, v kaj se spuščate in da čutite, da je to res za vas. Zdaj, zakaj je pa ta tehnika ali pa ta delavnica dobra ali pa celo mogoče močnejša od kakšnih drugih za vas? Vsak ima svoj okus, vsak ima svoj način. Verjamem, da kdor se tukaj najde, lahko dobi občutek, da ima vse, kar potrebuje za svoje celjenje, za izboljšanje življenja, za karkoli pravzaprav želi v življenju spremeniti, da ima vse to že v sebi, v svojih rokah, držite to moč. In verjamem, da vam lahko pomagam to verjeti, če še ne verjamete, če vam je to težko verjeti. Na delavnici bomo imeli ogromno praktičnih vaj, naučili se bomo uporabljati vsa ta orodja brez problemov, tako da ne bo nobenih dvomov, ali boste znali ali ne boste, ali boste zmogli ali ne. Zelo preprosto je vse skupaj. In verjetno ste tudi že vse te stvari kdaj slišali za njih, saj tudi mogoče poskusili. Na koncu je pa tudi ta mašnica pomembna, ko se skupaj z njo povežemo in jaz si rečem kar samo ljubezen ali pa objem notranjega otroka, nek občutek, da ima vse skupaj en globlji smisel, da ne delamo tega kar
malo za hec, ampak da nam to res lahko spremeni življenje in mogoče še komu drugemu okrog nas, mogoče nam lahko reši odnos, zakon, pomaga pri vzgoji otrok, preživeti težke čase. Res, govorim vse iz svoje izkušnje, meni je vse to pomagalo in še marsikomu drugemu, ki se s tem ukvarja. In še enkrat vem, da so druge tehnike zunaj, poiščite si nekaj, kar vam ustreza. Ta moja metoda celjenja po Davidu Elliotu, malo že prikrojena časom in našemu prostoru tukaj in moji konfiguraciji, kot jo jaz učim, verjamem, da je lahko nekaj novega, nekaj svežega in da pomaga to početi iz sebe, to početi tako, kot mogoče še nismo drugih stvari prej počeli. Zaprobati. Dobrodošli, poglejte si več, preberite si več, vprašajte me, če vas zanima. Teh delavnic ne bom očitno prav veliko imel v teh razmerah, zato razmislite, če se vam splača res potruditi ujeti tole, ki bo zdaj v soboto, danes teden, ker je vprašanje, kdaj bo naslednja. Imam pa ostale dogodke, vsak teden recimo dihamo na daljavo, kar je seveda malo drugače, ampak tako ali tako je treba mogoče celo vsak dan majčkeno prispevati, delati, malo biti pozoren pa se malo zavezati temu celjenju, če ga res iščeš in hočeš v življenju. Smo na zvezi. Srečno!